Zelo smo veseli ob pogledu na naše vozilo, nobene kazni, nobenih zapor. Dobro jutro, ljudi moji, evo ga nedelja, 8:10. Zmenjeni smo, da gremo ob 8, se pravi, da štartamo proti Španiji. Ampak Zdravko kot Zdravko je pač navajen v tem, da zamuja. Tukaj zraven mene je Lev, ki rihta TikTok za pač avtobrokerja. Za nami je pa Mercedes GLE, ta hudobija V8, ki bo vlekla prkolco, v kateri bo pa tale lepotica, se pravi Porsche Cabriolet 911 S, katerega sem jaz že vozil. In mi bomo zdaj šli na pot proti Madridu. Cel ta izlet bo trajal ene 5 dni in ustavili se bomo v zanimivih mestih. V katerih mestih, boste pa še vi. Sploh nismo še začeli, ampak imamo že probleme. Ugotovili smo, da je zadnja guma počena, oziroma zdaj bo Edo da majster preveril, dvignil pogledu, če lahko se tole z injekcijo zrihtal, se bo zrihtal, če ne. Ampak gled, ne zavidam Edo tu. Res, ni počejo, ni je dan, človek je že prašvico se. Situacija je taka, lukne nismo najdel, ampak smo rekli, ajde, bomo mi to sprot pač pogledali, ko bomo se vozili. Mogoče pa felt nas pušča, ko veš. 1 hour later. Gospod Zdravko, Bo zelo. A se bila nekaj izmenba? čestitam, da ste zamudili 1 uro, čestitam. Za vsakič, ki boš od zdaj naprej rekel gospod, minus po en. Kaj ne rečem? Zdravko je... Zdravkič, zakaj zamujaš, Madonna? Zdravkič, Zdravko. Zdravkurina, zakaj zamujaš? 2 hours later. Evo ga, tokrat smo v taki eni dnevni, snežno-beli in avto je malo bolj udoben kot Porsche, ker ima zračno vzmetenje. Danes prva postaja Monako. Evo ga, prva postaja in smo že na bencinski pumpi. Edo, daj malo povej specifikacije tega avta. S čim se mi danes vozimo? Vozimo se z Mercedesom, Mercedes-Benz, čakaj ne morem, no, daj počakaj. GLE. GLE, ja, to že, ampak vozimo se strojem, popravi. 5.5 motor, 585 konjev, avto leti. Ne, V8. V8, tako. Kompresor, turbo, karkoli. Bi-turbo. Bi-turbo. Je. Se pravi, poraba do sem je bila zdaj kašna, pa smo se fulali 110 na uro. 18 je povprečje. 18 litrov povprečje. Tako. Mi smo se pogovarjali o supergah in sicer jaz pa tokrat tele TN-ke, to so zdaj kao... Oh my god. To so kao najbolj zdaj gaserske, ampak mi smo te superge v bistvu nosili, kad smo bili stari 20 let, to je iz naših časov. In dejansko je bila zgodba o Nike-cah, kako sem jaz skoraj dobil Nike Air, tam v 90, to je pač 92, 93, ko je imel Nike Air, tiste navadne, ti si bil bogi bat. In prišel je skoraj čas, da sem jaz jih tu dobil, se pravi to v osnovni šoli, jaz sem imel 7 klas. In bi nekako prišel v to elito med te slovenčke bogate, ne. In noč, pač bil čas, jaz sem fotor živel Nike Air, ampak takrat je bilo to drago in skratka, enkrat smo bili v centru in je bil časih Borovo. Borovo je bil tam pri metalki, no. In vletimo mi noter, jaz pa fotor, pa mrta ne, in jaz fotor ne, oče kupim Nike Air. In te Nike Air so bile recimo takrat 15 000 $. To je bilo ogromno denarja, to ni zdaj ne 150 €, to je bilo zdaj rekel, ne 400-500 €. In fotor, hajde sin, da ti kupim, ker fotor mi to žute minute, počasi si ga lahko pač napuku, pa je kupila, ne. In pridem mi tja in fotor, ko je Češoveču in on tako gleda, o, dobre so, haj kupčemo vamo tam in kaj moja mať zrana to videla, koliko je to denarja. Jaz že gledam mať, ko mať spreminja fato, si normalan, znaš ko je 100 pare, znaš koliko mami moram, gremo na jesti, isko, mami, kaj delaš, kaj je 100? Jaz že vidim, da ona njega spreminja, moj fotor se še boril 1 minuto, kao, pa da kupimo djete, ti nemoj to novo, in jaz ko ne, mami, kvati ni jasen, daj pustimo da bi kup Nike-ce. In itak ga je prepričala. In škaj pa bilo, kupčite mama supere, kupila nam je superge, veš kakšne, jelen superge. Jelen! Pa kakšne so jelen superge, čovek boži! Ja, hoć Nike Air, stari, evo sine, jelen, stari, jaz gledam ko je to, mama, jelen. Kome si u šolo pršu s jelen supergami, stari. I kupila nam je jelen superge, kad smo bili 2 jurja. Prije mjesto šolo bacao sam i še zulu učilanca, jebem ti jelen, folk je vidio vam jelen superge, ha, kva je to jelen, kako igrali su futbal starima, to sam ih šutao stari, žoge ni bilo, žoga bila, ja sam ih ob asfalt drgnuo, 3 tedne jelena već nije bilo stari, ali dosta sam se zapomnio za cijel life kako sam ja skoro dubo Nike. Vsi smo bili otroci, vsi smo imeli starše, vsi smo mislili, da pač starši na nas šparajo.
Recimo, kakva je moja smučarska kariera. Se pravi, jaz sem prišel v Slovenijo kot malo dete iz Bosne za 3 godine in seveda dol sneg je bil, ampak ne vem, ne spomnim se niti, ali smo se sankali, mislim, da smo takrat tlačili slamo. Ti še ti ščasno, majko moja! Pa sem mislil, da sem jaz zadnji. Jaz sem še kako generacijo pred tabo, a ne? Kjer mu ko jebine stihnili, majke ti je, slabo vrečo! Jaz sem imel vsaj smuče, pizdar, ja! Alo. Ok, in? Alo. Bosansko Petrovo selo, zaselak Bisić. Familija Mikić. Vse jasno, ok. Evo, zdaj veš kje. Zato sad ima ja nemam, eto. No in takrat smo mi lepo slamo natlačali v žakal in si se s tistem drlajsko pogribal, dokler je šlo. No, pa pridem jaz v Slovenijo in tukaj pač hribi, doline, zima, sosed prinese vlečenco, tista vlečenca, ne vem, pol dneva se matraš, da začne delati, pol zmanjka enkrat goriva, enkrat se nekaj stakne, kakorkoli, ampak otroci z veseljem. In dobim jaz neke plastične elanke, rumene, take s paščkom, ki si jih furil ne na pancer, ampak na one bata škorničke, one ta črne. In tisto, pač to prvo leto gre, prerasem jaz tisto, prerasem bata škorniček in rečem očiju, bi jaz imel smučke. In jaz sanjam o elankah, avtomati spredi, avtomati zadi, ja. Sva šla po smučke v Šenternej. V Mercator kmetijska zadruga. Edine smučke, ki so jih imeli tam noter, so bile neke hrvaške smučke, oznaka je bila že takrat GT1, delnice. Spredi avtomat, zadnji zajla in kupva midva še, takrat so obstajali pancari pa polpancari. In seveda nisva kupila pancarje, kupila sva polpancar, to je tako kot nek gležnar od Alpine, številka 36. Gleda fotor mene, gleda smučke, takrat se je kupoval tako, da je bila smučka, ne vem, 10 centi večja od tebe. Gleda fotor, meri ono, jaz 1,16 m. Smučka 1,75 m. Oho! Sine, nek se nađi. Jaz sem naslednje 2 let s tistim smučkam vozil, sem naravnost. Koliko se videl? Ni bilo sile, ni bilo ono. Ampak najbolj šele pride. Zdaj seveda otroška noga raste. Tist 36, 37 pancer sem jaz prerasel. Kot tipična bosanska familija je bil pri nas tudi stric, ki je prišel iz Bosne, pa je tle delal, pa je živel pri nas. In on se je tudi hotel naučiti smučati. Hvala Bogu, njegova noga je bila večja, 41 ali 42. In ker stric je bil, pa ga ni bilo, pa je delal kakorkoli, in ker je bilo treba imeti pancer, novih pancerjev nisem dobil, sem dobil njegove pancerje in pol daš en štumf, pa drug štumf, pa 3 štumf, pa papir spredi, pa papir zadi, a ne. V redu, hodiš nekako takole, račka s tistim, a ne, štamfaš, ker mi smo takrat štamfali, nismo imeli plugov, ni bilo urejenih smučišč. Tist dan soseda, ki bi pripeljal ono vlečenco na bencin, ni bilo, ali na nafto. Ta drug sosed, ker je pa naše smučišče potekalo tudi čez cesto, ki je delila hrib, je pa cesto splužil. No in se jaz spustim z onimi smučkami naravnost v 4 ali 5 številk prevelikih pancarjih do naritega kupa. Smučke in pancarji ostanejo v kupu. A ti pa čez! Iha! Oh my god! Eto. Dobro, zlomljen pa nič ni bilo. Kje smo zdaj? Gremo ravno na kosilo. Aha. V bistvu se obnašamo zelo ležero. Nedelja je, mudi se nam ne. Vzeli smo si ga na izi, tako da bomo tudi malo turisti. Later.
Veš, mali problem v Veroni najti plac za avto plus prekolco. Tako da smo naredili 3-4 kroge okoli, vse strani smo pregledali, nismo najdeli. Tako da smo ga kar parkirali na busni. Zdravko bo vsem plačal parkirnino, ampak glej, je možnost, da policaji to vidijo in dajo kakšen listek. No, upajmo na najboljše. Zdaj gremo pa proti centru Verone, da si malo ogledamo mesto. In zdaj smo pred famozno areno v Veroni, prirejajo različne koncerte, opere in vse te zadeve. Edo, a bi ti rad bil Rimljan? Ne bi. Dej, Če bi ti rad bil, te lahko spremenim zaradi brzina. Dej, majki ti vzam v to obleko, pa da smo imi jednom Rimljani. Ha? Super meni. Ja. Romanijan. A veš? Cool. No, thank you. Evo, zdaj smo prišli na neki trg. Drugače, po čem je znana Verona še? Znana je po Romeju in Juliji. Sprav, tukaj je Shakespeare je napisal za Verono, da je tukaj doma in tukaj je hiša, kjer je njen balkon in njena sisa in jo vsi šlatajo. Kaj naj rečem, če sem se asimiliral s telimi Italijani, ne? Celo 1, 2, 3 hude punce, ne 4, mogoče so me vprašale, če sem od tukaj, če bi šel z njimi na zmenk, ampak sem jih gladko zavrnil, zato ker sem trenutno z avtobroker ekipo in nimam časa za njih, a veš. Tako ja. Ko edino z nami on sploh ne gleda, Ja. ne deklet, ne hrane, Nač. ne Louis Vuitton pederuš, ne gleda, on sploh ne vidi nič. Tako, jaz sem tukaj, da opravim posel, a ne? Ja. Da grem pogledat tole Julijo, da je mogoče malo za siso pošlatam, ki je pošlatana že milijonkrat, ampak nima veze, glej. Ja, sej, kdaj ste bil na zadnje, kje prvi? Ja. Zdravko, kje smo zdajle? Piazza Erba. Najboljši aperol špric. Ko šprica. Koče. Ko plati. Okay, Zdravko je že nanjušil aperol. Vidimo malo cene, kakšne so. Margarita pica 8,50 €. Veš, da je pri nas dražji. 12,50 je najdražji pica tle. Mangiare. Seveda Zdravko s polnim znanjem italijanščine naročil nekaj, kar niti ne vem kaj je, ampak zgleda v redu. Zdravko je tudi naročil neke zrezke, seveda, kot se spodobi, šef je dubu, mi ostali smo pa šuplje. Raja čeka, mi pa gledamo in gledamo, če bo kje ostalo za Zdravko Tom. Čisti pure Italijan je prišel, da nam prinese, se pravi neki njoki s piščancem. Edin je dobil tudi zrezke, dobro zgleda, jaz sem pa dobil, pa kdo bo zdaj to čupal v majketi, stari, je to. A veš, da jaz ne moram jesti stvari, katere so me gledale prej. Gled, tam je direkt gleda v oči, gledaj. Jenoti, dober tek. Dober tek, želim, ajde. Dober tek. Seveda po dobrem kosilu se tudi splača pojesti nekaj sladkega. Zdravko, kaj imamo mi tukaj? Tukaj imamo neko torto črno. Prav, mi smo mislili, da je bolj sufle, a ne varianta. Ampak tole je tortica. Neznanje italijanščine včasih škoduje, ampak danes nič ne škodi. Bundesliga ne je nič, Edo se guši, jaz imam pistacijev sladoled. Jenoti je, kada ni še v življenju jedel sladoleda. Ali treba izkoristiti to lavo? Ne ješ vsak dan v Veroni, stari. Kad ti pakistanski kuharji delajo sladoled Italijana. Tako je, tako. Trenutek resnice, pogledamo, koliko je bil račun. 133 €. Se pravi, za 133 € smo se v osrčju Verone najedli in to dobro kvalitetno. Moments later. Zelo smo veseli ob pogledu na naše vozilo, nobene kazni, nobenih zapor, nič, se pravi, avto nas je lepo počakal, zdaj se bomo lepo noter usedali in odpeketali naprej. Ljudi moji, evo nas ura je 8, mi smo nad Monakom, nekje ne vem jaz. Zdajle se tanka, že meni se zdi tretjič. Imamo 1,5 ure do našega prenočišča in vedno se ukvarjamo s tem plačevanjem tukaj, ki je elektronsko oziroma brez osebja. Tole je mašina, ki je narejena za gutanje para. Zdravko je pripravil, mali ti je ne ide. Stari, to ga piha, se kar tresem. Ajde, Edo, moči ga, prosim. Emreza, ne, zebe. Kaj svina, veš kako piha. Zdravko, kako se počutiš ob temu vetrovnemu dnevu? Še malo pa morje, folk, še malo pa morje. Koliko imamo, ne 150 km do? Tebi se roke trese, stari. Kaj svina, jaz se cel tresem. Ti už zmrzno. Majke mi, kjer kraj gremo? Santo Stefano al Mare. Santa Stefano al Mare, se pravi tam Al Mare. prespimo. To je v bistvu, Čez raven morja, napihal nas bo, ko pač. se pravi, to je ta morska bura.
Bomo videli, ali to je bura ali je samo ružni veter. Kaj pa jutr, pol, do kam gremo jutr? Jutro gremo pa do Barcelone, lepo počasi, čez Monako, čez Nico, čez kjerkoli že je, po poti. Se pravi- Lepo bo. V Španijo, si bil kdaj v Španiji? 800 Puta. velikrat. No, jaz bom pa prvič, tako da se že veselim. Prvič v Španiji. Prvič v Španiji. Što lešeš? Aj, ki mi res. Što pa? Čeprav sem 17% mojega DNK je španskega, ampak gled, prvič. To se mi zdi, da te poznam od nekje. Que pasa? 2 hours later. Evo ga, zdaj je ura 10, mi smo prišli. Vsaj niti ne vem, kje smo. Vem pa sam, da tam je morje in se slišijo valovi. Je pa prazno tole, ker ni sezone. Po mojem smo edini gosti zdaj. Hotel je star k Grčka. Znači staro 50 let. Plesen, razpada se. Notar smrdi k svina. Tako da ta hotel je res ono budžet varianta, še okna so iz 80-ih. Zarjavela polkna, ampak pogled je pa na neka marina je tle. Ampak gled, nimaš kaj stari, važno da je krevet, kao pa kopalnica. Stari, vidiš, stari teli. Ok, kopalnica, legit, čista zgleda. Čista zgleda. To je najbolj važno, da je čista. Many unbearable hours later. Dobro jutro, evo me, zbudil sem se. Dejansko sem komi zaspal. Posla, stari moj, trda kot kamen. V sredini luknja, a polštri, stari moj, kot da so mi skalo dal pod ušesa. Poglejmo si, kakšen je pogled, če je saj to vredno, okej? Tako da ja, tukaj je neka luka, tako bolj industrijsko, tam pa plaža. Ni baš neki, ampak ajde. Pa še z drugega zornega kota, da si pogledamo tole rajsko plažo, se pravi imamo palme, pesek, vse je malo pogledamo levo, pa bavštela. Zdravko, kako si spal? Presenetljivo dobro. Ker je zgledal, da je čuden vse skupaj, posla, hvala Bogu, fantastično. Mislim, da iz 45 je ovaj hotel še. Misliš pred bombardiranjem? Ja, sem res. Kam gremo mi danes, ti meni povej, do kam? Kje? Barcelona! Gremo v Barcelono, pa to je kar 800 km tam nekje, ja? 7 ur pa pol, se pravi malo manj. Dob- Dobri 700 km. Itak bomo mi zvečer prišli, a nekaj bomo še kaj zalutali. A ti veš, koliko je bilo spanje v tem hotelu? Daj Zdravko, povej jim ceno. Me srce boli, denarnica tudi. A ne, da? Je rekel 84, pa sem rekel, kaj, 84 evrov za vse 4, sem rekel, to je cool cena. Prav na osebo. 336 evrov je dol, da smo vsi te 4 tle prespali, hotel se razpada. Pa pogledaj, kako bunker človek boli. Marina, Marina, Marina. Daj Zdravko, povej, kdaj bo čovn tak? Te zanimajo čovni? Ne, ampak ni cajta za to. Ni cajta, Ni. pa želja? Za kak dopust, ja, za imeti nekaj takega. To si sposodiš pač, to kao. Nisem zrastel s tem v gor, tako da mi ne predstavlja take močne želje. 12 seconds later. Dobro jutro, ljudi moji. Edo zgleda spočito, naspan, lev, poln energije. Zdravko je pa pojedel vse krojsante in Luigi tam vzad jih je vzel dejansko in odnesel, stari moj. Že tako, da sam dobiš zajtrk so krojsanti, pokaj vidi, da je polo neselo, on jih skrije in odnese, da ne bi še pojedel tisto polovico. Kako si spal, Edo, kaj? Katastrofalno, A je, ne? katastrofa. Cena 84 evrov na noč. Še večja katastrofa. To bi oni ne mogli plačati, da kaj spavlja spimo. Res. Da zdržiš. Ne, da smo posneli to zadevo. Leo, kako si ti spal? Jaz sem zaspal. To je to. To je to. Evo ga, tale zadnji je Luigi, ta pač Italijan, ki je skril krojsante od nas, ko smo jih pojedli. In zdaj, ko so prišli novi gosti, je prinesel tisto polovico, katero je skril. In zdaj bo stražil. Mora biti za vse dosti. Tako. Ni ono, da on, ja, veš, jedi, ko hočeš, ampak on dejansko skrije pred tabo, da ja ne boš vzel. Tako da lev, šta si jeo, si jeo. Razen češ ono babico tam modrino, stari, pod boka, veš kao. Ta jogurt vrne nazaj. En ga že gleda, nekaj razumel 100%. Znači, to je to. Zapuščamo našega Albertota. Še znak se jim razpada, gled to. Še znak se jim razpada, ampak to je to, zapuščamo jih. Little longer than a few minutes later. Zdaj smo na eni meji, oziroma spet na cestnini, ki izgleda kot zatvor, pa policaji so. Zdržimo, dok nas ne ustavi. Carina. Carina, ja?
Stalnica pri francoski avtocesti je vsakih 10 km se plačuje cestnina. 2, 5, 10 evrov. To je tukaj normalen. Če me vprašaš, to je kar zastarel sistem, mi s to našo vinjeto smo se kar rešili. Ampak ja, zdaj se vozimo ob Côte d'Azur, spodaj imamo tam Monako, Nica, si je pa Edo kar dober kičmo že nategnil vsega tega pregibanja in plačevanja. Podaljšala za 10 cm. Temperatura 20 stopinj, malo pihlja, ampak ni krize. Se pa slišijo te ptičurine in čutimo morje. Se pravi, občutek je, da smo nekje na eni obali. Zdaj gremo pa v Meka, ki bo za nas tole tista restauracija z Michelinovim zvezdicam, če primerjamo z zajtrkom, katerega smo imeli. Le, ko smo najdel. Enega končka, Ferrarija. Zdravo, ko eno ti prijatelja. Kaj se delaš, norca? 585 jih pelješ s sabo. Kje si konjo? Kako si kaj? Misliš, da grize? To je vohi. Probi, pa te bo. To je biješ, to je čode ruka. Potem le veš, da si v Franciji. Bonjour. Zdravko je nekaj najdu. Zdaj smo enako Grand Prix. Ale imajo pa dejansko, pa ni tu tako drago, glej. Majica za vratnikom 27 evrov. Ta bi ti pas. Kako lepo, Zdravko tam, ja, to je pa res lepo. Da ne boš samo od slovenske vojske material nosil. Zdaj bo Leo, Lobosumen pa Edo. Ne, zakaj? Oni morajo noter prijeti. Hvala lepa. Evo, pa imamo spomin na Monako. Čeprav nismo... Ja, na prolaz. Five hours later. Zdaj pa že počasi čutim muke potovanja, hrbet me boli, vrat me boli. Ne glede na koliko je avto udoben, po tolikih urah sedenja se kar pozna. Smo pa nekje na polovici poti, gremo proti Barceloni, jutri pa Madrid. Zdravko neki jamra, da si ne bomo nič ogledali mesta, da se bomo sam vozili. No? Jaz ne vem, če se kaj vidi, ampak tamle avioni delajo kroge. Tele sumljivi so mi tukaj tele. Policaji, v bistvu francoski. Zdaj gledajo, a nas bojo ustavili, a nas bojo prijali. Misliš, da se na parkingu ne da nič več? Neki so. Imaš to moje. Pazite teh policajev za tabo, ki so neki sumljivo gledajo, ali bježijo on zdaj. Zdaj smo na pol poti do Barcelone in tankamo tole več, koliko se vozimo. S tem se ne bi popolnoma strinjal. Tankamo glih toliko, koliko se vozimo. Bolj pogosto, ko na pumpi, smo samo še na cestinskem postaji. Pa da pogledamo ceno goriva. €1,99. Se pravi 2 evrčka, poprečna poraba je pa? 24 dele. 24 dele. So Albanci. Ja. Ne smemo preveč razgovor, ker bo Zdravko živčen. Idemo se pa s kakšno hitrostjo? 100, ne? 100 na uro. Celi Francozi so pametni. A ne? Bolj cela Evropa. Tako naši tle glih ne bi mogli begete delati. Tukaj ni. A ne? Ni na tanki pa spizdi. Prvo- Prvo plači pa tanki.